Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Nahajava se pred Ticom in 31.5. skupaj s Kulturno Mavrico se že začenjajo prireditve za poletje. Ja, torej v programu Jeseniško poletje pripravljamo pester program, začne pa se vse 31. maja z Kulturno Mavrico Jesenic, že tradicionalnim dogodkom, kjer nastopajo različna folklorna društva Jesenic. Poleg tega imamo letos napovedane še goste iz pobratene občine Nagold in pobratene občine Valjevo, s katero občina Jesenice praznuje 50 let prijateljstva. Potem pa sledijo še drugi večji dogodki. Vseh dogodkov bo malo manj kot 40 v vsem poletju. Omeniti pa je treba 3 velike koncerte v organizaciji občine Jesenice. Prvi koncert se bo odvil 28.6. Takrat prihajajo na Jesenice skupina Manuš in Magnifico. 19.7. prihajajo kar 3 skupine, in sicer Hitmacher, potem glasbena skupina Abba Mia in Učiteljice iz Hrvaške. 30. avgusta pa zaključujemo jeseniško poletje z domačo skupino Jugo Nostalgika in Balkan Boys. Na katerih lokacijah se bo odvijalo jeseniško poletje? No, vsi ti veliki koncerti in večina dogodkov se bo res odvijala v muzeju na prostem, na pokriti tržnici na Jesenicah, v vsakem vremenu. Poleg tega pa so pomembne še druge lokacije. Osrednja proslava ob dnevu državnosti bo na trgu Toneta Čufarja. Letošnja posebna gostja je Helena Blagne, ki obeležuje 40-letnico svoje kariere. Potem pripravljajo Hrušičani, Kulturno-športno društvo Hrušica pripravlja 16. avgusta veselico na Hrušici s slovenskim večerom. Nastopili bodo tudi predstavniki folklorne skupine Julijana. In pa zaključuje se jeseniško poletje na Koroški Beli z nastopom jeseniške glasbene skupine Guni, ki so predskupina legendarnemu Petru Lovšinu, Perotu Lovšinu. Kdo je organizator vseh teh prireditev in kdo so soorganizatorji? Torej, glavni organizator je seveda občina Jesenice, poleg občine Jesenice pa sodelujejo tudi Gornjesavski muzej Jesenice, potem občina Jesenice, Tic Jesenice, Zavod za šport, Mladinski center Jesenice in pa številna ostala društva, ki so dejavna v občini Jesenice. Glede na to, da na jeseniškem poletju pričakujete gotovo veliko obiskovalcev, ljubiteljev različne glasbe, kako pa je poskrbljeno za parkirne prostore? Torej, parkirišča so številna, so javna parkirišča v okolici Stare Save, tako da mislim, da parkiranje ne bo težava. Seveda pa prav tako zagotavljajo pri manjših dogodkih organizatorji tudi parkirna mesta, tako na Hrušici kot na Koroški Beli. Torej, Ana, velja le še povabilo vsem Jeseničanom, okoličanom, konec koncem celotni Gorenjski, da pridejo na Jesenice, se poveselijo, spremenijo, popestrijo kakšen poletni dan. Tako je, jeseniško poletje bo dolgo, bo pestro, za vsak glasbeni okus se bo kaj našlo. Imamo tudi dogodke v soorganizaciji z Gornjesavskim muzejem Jesenice, tukaj bo tudi otvoritev Bien razstave tekstili. Poleg tega se bodo tradicionalno odvijale torkove kinoteke v banketni dvorani Kolparan v Slovenskem železarskem muzeju. Številni koncerti, namakanje v bazenu Ukova, torej za vsak okus nekaj. Hvala lepa za tale pogovor. Hvala vam.